Spoštovani, današnja priložnost, da vas nagovorim, me navdaja z veseljem in žalostjo hkrati. Z veseljem, ker sem dobila priložnost nagovoriti vas, tako bridke izkušnje bogatih, in z žalostjo, ker to počnem zaradi okoliščine in spoznanja, da smo Slovenci še tako oddaljeni od svobode razuma, misli in izrabe lastne sposobnosti. V prehodu iz totalitarnega sistema v sistem demokratičnih vrednot smo Slovenci pisali zgodbo o uspehu, po kateri so se zgledovali vsi svobodeželjni. Danes vem in vemo, da smo bili izigrani, naša kratka zgodovina zlagana in kot narod prevarani. Tega, kar živi slovenski narod danes, nismo želeli takrat in ne želimo danes. Žal nam danes sodijo tisti, ki soditi nikoli ne bi smeli. Zgodovino nam pišejo tisti, ki je svobodne in z demokracijo obarvane niso želeli živeti. Bodočnost pa nam napovedujejo tisti, ki imajo masno zagotovljeno, hkrati pa lastni narod pogreza v mračno podobo lastnih sanj, ki jih nikoli ne bi smeli sanjati, kaj šele živeti. Moje upanje v boljšo prihodnost ugaša v oživljanju vrednot, ki to niso, o posameznikih, ki lačne prosijo potrpljenja in revne naj za boljši jutri njim, državi, še pomagajo. Slovenski demokratski stranki očitajo, da združuje intelektualno manj vredne ljudi. Potiskajo nas na skrajno desnico in nas predstavljajo kot zlo slovenske družbe. In to počno tisti, ki nam danes predavajo o samozadostnosti v kmetijstvu, pa nikoli niso v rokah držali trnovega štila in z njim orali slovensko zemljo. Tisti, ki danes z rdečo barvo narisano pest dvigujejo visoko nad sebe in druge, pa se ne zavedajo, da pri lastnem narodu prebujajo spomine na čas, ko je ta ista roka Slovenca bila obarvana s krvjo lastnega naroda. Tisti, ki nam obljubljajo pravno državo, pa ne spoštujejo temeljnih postulatov, ki smo jih zapisali v slovensko ustavo kot vrednote. Tisti, ki nam pridigavajo o pravičnosti in poštenju, pa jim je korupcija, zloraba oblasti za dosego osebnih interesov vrednota. In tisti, ki v tujini želijo predavati o demokraciji v Sloveniji, doma pa jo prezirajo in zatirajo. Verjamem, da bo prišel dan, ko bo slovenski narod spoznal pomen vrednot, ki pritičajo sodobni demokratični družbi, njihov pomen in njihovo moč proti zlorabi oblasti, kateri smo priča danes. Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša že 61 dni prestaja zaporno kazen za dejanje, ki ga slovenski sodnik ni bil sposoben nedvoumno in enakoznačno opredeliti in utemeljiti. Ne eden, več njih, tistih poklicanih in tistih nepoklicanih, ki si pri tem pomagali. To ni sodba v imenu ljudstva, temveč sodba v imenu interesa. Verjamem, da bo kmalu prišel dan s sodbo, ki ne bo v imenu ljudstva, temveč sodba ljudstva. Če zanemarim osebno prizadetost in nepopravljivo škodo, ki je bila povzročena predsedniku in njegovim najbližjim, in naj mi bo takšno razmišljanje oproščeno,
Ta primer na simbolni in dejanski ravni kaže neomajni prezir do demokratične, pa če tudi samo formalne in dejansko nikoli uveljavljene ustavne ureditve Republike Slovenije. Kaže na neomajno željo po ohranitvi sil totalitarnega režima in želji po ustrahovanju lastnega naroda. Janez Janša je človek izjemnega duha in volje ter ponosen Slovenec. Z dejanji, katerim smo priča, ne bodo uničili simbola slovenske pomladi, upanja in vere v boljšo, pravično in pošteno slovensko družbo. Danes se nad Slovenijo zgrinjajo temni oblaki, ki kipijo visoko v nebu, v sebi pa tvorijo ledeno gmoto, ki bo zgrmela na nas. Verjamem, da nas čaka huda nevihta, Slovence pa huda ura. Vem pa tudi, da bo po nevihti zasijalo sonce. Od srca želim vam tukaj in vsem nam, ki nosimo Slovenijo v srcu, da bo takrat na modrem nebu zasijalo zlato rumeno sonce. Za svobodno in pravično Slovenijo. Bravo.